Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Spoštovani gospod pomožni škof, sobratje duhovniki, diakoni, bogoslovci, dragi bratje in sestre, obhajamo ekumensko osmino, teden poglobljene molitve in še bolj zavestnega prizadevanja za edinost kristjanov, pravoslavnih, protestantov, pri nas evangeličanov, baptistov in nas katoličanov. Skratka vseh tistih, ki v svojem imenu nosimo Kristusovo ime, smo kristjani. Če tudi imamo skupno ime, pa vendar nismo v popolni skupni edinosti. In to je tista rana, ki jo čutimo skozi vso zgodovino. Vendar ta teden smo na poseben način združeni in zedinjeni v skupni plošnji in molitvi, da bi ta rana zacelila in zarasla v medsebojnem spoštovanju, priznavanju in pa spoznavanju in tudi spreobrnenju. In da bi pohujšanje, ki ga dajemo kristjani celemu svetu zaradi needinosti, odpravili in nadomestili z pričevanjem za edinost. Naša sveta dolžnost je molitev, kako nam daje zgled sam Kristus, ki je na veliki četrtek pri zadnji večeri prosil svojega Očeta, naj bodo vsi eno, kako ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In v duhu te molitve vas vse skupaj pozdravljam. Danes, ko smo zbrani tukaj v naši stolnici, ob grobu blaženega škofa Antona Martina Slomška, prvaka edinosti kristjanov, ne samo med Slovenci, marveč v vsej tedanji Evropi. In preden nadaljujemo to slavje, pa se za trenutek ozrimo svoje srce, očistimo ga s klesanjem in priznanjem svojih slabosti, da bomo svete skrivnosti tudi sveto obhajali. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, stranke in srednike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Vsemogočni Bog, ti zbiraš svoje razkropljene otroke in jih ohranjaš v edinosti, do plodno skrbi za cerkev svojega Sina. Vsi smo posvečeni v enem krstu, naj bomo združeni v pravi veri in medsebojni ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz prve Samuelove knjige. Bil je mož z Efraimskega pogorja, ime mu je bilo Elkana. Imel je dve ženi. Eni je bilo ime Ana, drugi je bilo ime Penina. Penina je imela otroke, Ana pa ni imela otrok. Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta moliti in darovati Gospodu nad vojskami v Šilu. Bil je dan, ko je Elkana daroval in dal je delež svoji ženi Penini in vsem njenim sinovim in hčeram. Ani pa je žalosten dal le en delež, čeprav je Ano ljubil, a Gospod je zaprl njeno naročje. Njena tekmica pa je tudi nenehno žalila, da bi jo dražila. Tako se je dogajalo leto za letom, kadarkoli je prišla v Gospodovi hiši, jo je tako žalila, da je jokala in ni jedla. Njen mož Elkana pa ji je govoril: Ana, zakaj jokaš? Zakaj ne ješ? Zakaj je tvoje srce žalostno? Ali ti nisem jaz boljši kot 10 sinov? Potem se je Ana vzdignila. Duhovnik Eli pa je sedel na stolu pri podboju Gospodovega svetišča. Z bridkostjo v duši je molila Gospodu in silno jokala. Naredila je za obljubo in rekla: Gospod nad vojskami, če se boš hotel ozreti na stisko svoje dekle in se me boš spomnil in ne boš pozabil svoje dekle, ter boš dal svoje dekli potomca, ga bom darovala Gospodu za vse dni njegovega življenja. In ko je dolgo molila pred Gospodom, je Eli pazil na njena usta. Ana je govorila v svojem srcu, samo njene ustnice so se premikale. Njenega glasu pa ni bilo slišati, zato jo je Eli imel za pijano. Rekel ji je: Dokle boš pijana? Strezni se od svojega vina. Ana je odgovorila: Ne, moj Gospod, žena potrtega duha sem. Vina in opojne pijače nisem pila, temveč sem izlila svojo dušo pred Gospodom. Nikar ne imej svoje dekle za nič vrednico, kajti iz prevelike žalosti in bridkosti sem doslej govorila. Eli je odgovoril in rekel: Pojdi v miru, Bog Izraelov naj ti izpolni željo, ki si od njega želela. Rekla je: O, da bi tvoja služabnica našla milost v tvojih očeh. In žena je šla svojo pot, jedla je in njen obraz ni bil več potrt. Zjutraj so zgodaj vstali, padli pred Gospodom na kolena, potem so se vrnili in prišli v svojo hišo v Ramo. Elkana je spoznal svojo ženo Ano in Gospod se je spomnil. Ko so pretekli dnevi, je Ana spočela in rodila sina in dala mu je ime Samuel, ker je rekla: Od Gospoda sem ga želela. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala.
Berilo iz pisma Hebrejcev, bratje in sestre. Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. Zaradi nje je bilo namreč pričano v korist starih. Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže. Kaj naj še rečem? Saj mi bo zmanjkalo časa, če bi hotel pripovedovati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jefteju, Davidu, Samuelu in preroku. Ti so se po veri premagovali kraljestva, ravnali pravično, prejeli obljube. Levom so gobce zaprli, silo ognja so pogasili. Ušli so rezilu meča, iz slabotnosti so postali močni. Okrepili so se v boju in v beg so pognali tuje trune. Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu rekel: Pusti zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolneva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal naden. In glej, glas iz nebes je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Dragi bratje in sestre, osrednji naslov letošnje molitvene osmine za edinost kristjanov so Pavlove besede Korinčanom: Vsi bomo spremenjeni v moči zmage našega Gospoda Jezusa Kristusa. Pavel je zvedel, da so med kristjani v Korintu nastali prepiri, razprtije, strankarstvo. Eni so se sklicevali na njega samega,
in so se imeli za Pavlove, drugi so se sklicevali na Petra in so se imenovali Petrovi, zopet drugi so se imenovali po Apolu, ki je bil odlični razlagalec evangelija v Korintu, nekateri pa so se sklicevali na revnost na Kristusa. In Pavel je svojim pismom vse posvaril in opomnil, naj bodo vsi eno, kajti Kristus ni razdeljen, je samo eden, ena je tudi cerkev, eden je krst, ena je vera, eden je evangelij. In da bi jih prepričal, je v perspektivi časa in vse zgodovine pokazal na tisto poslednjo točko, na cilj vseh kristjanov, ker bomo vsi eno. To je na tisto dokončno zmago našega Gospoda Jezusa Kristusa, na poveličanje, kjer ne bo več ločenosti ali razdeljenosti. Tam bomo vsi spremenjeni v poveličani edinosti. In ta osrednji naslov ekumenske osmine so zbrali kristjani na Poljskem, Poljski ekumenski svet. In njihov predlog sta dokončno oblikovala in za vsak dan posebej določila vsebino papeški svet za edinost v Rimu in posebna komisija pri svetovnem ekumenskem svetu. In vsebinski naslov za današnji, že drugi dan osmine je: spremenjeni smo, ko potrpežljivo čakamo Gospoda. To je pomenljiv naslov. Spremenjeni smo, ko potrpežljivo čakamo na Gospoda. Delo za edinost temelji na potrpežljivem zaupanju, da bo Bog ob svojem času storil, kar prosimo in za kar molimo. In k temu nas vodi tudi današnja Božja beseda. V prvem berilu smo slišali iz Stare zaveze o materi Ani, ki je zaradi nerodovitnosti dolgo leta krepenela po otroku, prosila in molila, naj Bog odvzame to sramoto, to žalost ali celo to prekletstvo. Kajti v očeh takratnega judovskega ljudstva je bila žena brez otrok zapostavljena, odpisana, zaznamovana s prekletstvom. Toda Ana je molila in molila, zaupno in potrpežljivo prosila in vztrajala v svoji prošnji, in Bog jo je uslišal in ji dal Samuela, in iz hvaležnosti ga je posvetila Bogu. Tudi drugo berilo, ki je vzeto iz pisma Hebrejcem, govori o Abrahamu in o mnogih drugih, posebej prerokih, ki so po veri in potrpežljivem zaupanju v Boga dosegli to, po čemer so hrepeneli. In še v Evangeliju smo slišali o Jezusovem krstu v Jordanu, ko ga je nebeški Oče razodel in razglasil za svojega sina, nad katerim ima veselje. Stoletja in stoletja in tisočletja so minevala, preden je prišlo do tega dogodka. Človeštvo je hrepenelo po odrešeniku in potrpežljivo upalo in verovalo. Vsa stara zaveza je en sam klic: pridi, Gospod Jezus. Krst v Jordanu pove: prišel je, obljube so se izpolnile in Bog je uslišal prošnje svojega ljudstva. In podobno upamo in prosimo, naj Bog vzpostavi tudi edinost med kristjani. Na prvi pogled se nam zdi nemogoče, a pri Bogu je vse mogoče. Papež Janez Pavel II. Je 1995 izdal posebno okrožnico, da bi bili eno. In ob koncu te okrožnice se je pred vsem svetom vprašal, kako dolga pot je še pred nami. Quantum est nobis via. In odgovarja: ne vemo, nismo gospodarji časa, čas je v Božjih rokah, vendar ne smemo biti zaradi tega malodušni.
ker je v ekumenskem gibanju na delu Sveti Duh, ki je gospodar tudi tistega, kar je za nas nemogoče. On je zmožen presenečenja, nanj se moramo zanesti in vanj potrpežljivo upati. In na tej poti edinosti in potrpežljivega upanja postavlja papež v tej okrožnici pred nas kristjane 4 imperative ali 4 naloge, bi rekli. Prvič, ne smemo pozabiti ali pa izgubiti, kar smo že dosegli, kar smo si izprosili. Od drugega Vatikanskega cerkvenega zbora je veliko že doseženega. Sam koncilski odlok o ekumenizmu nam pove, potem tisto znani preklic izobčenja med kristjani na vzhodu in zahodu, ali med Rimom in Carigradom, ali med katoliško in pravoslavno cerkvijo ob sklepu cerkvenega zbora. Ali zopet pozneje številni obiski vseh pokoncilskih papežev pri voditeljih pravoslavnih cerkva, protestantskih, evangeličanskih, anglikanskih in drugih cerkvenih skupnosti. Ali zopet delo in dialog različnih mešanih komisij in nazadnje omenimo še vsakoletni dogodek v Asiziju, srečanje vseh zastopnikov cerkva in cerkvenih ter verskih skupnosti ter molitev za edinost in mir. Vse to je treba ne le ohraniti, ampak poglobiti. Na drugem mestu omenja papež Janez Pavel II. Duhovni ekumenizem. To pomeni medsebojno spoznavanje, razumevanje in spoštovanje. To pomeni tudi medsebojno pomoč v preizkušnjah in nesrečah. In končno to pomeni tisto skupno prizadevanje vseh kristjanov, vseh cerkva v stvareh ali v javnih odločitvah, ko gre za blago vsega človeštva in vseh ljudi. Na tretjem mestu je papež Janez Pavel II. Postavil skrb za ekumenizem navznoter, ne le za ekumenizem navzven. To pomeni, da ne smemo pričakovati sprememb ali spreobrnenja le pri drugih, marveč se moramo sami spremeniti in spreobrniti k Kristusu. Ni ekumenizma brez metanoje, je rekel papež, to se pravi brez našega spreobrnenja. Z ekumenizmom je kakor z sončnimi žarki in soncem. Čim dlje so žarki od sonca, tem dlje so tudi drug od drugega. In čim bliže so soncu, tem bliže so drug drugemu. In v soncu pa postanejo vsi eno. Tako je z nami kristjani. Če smo po svojem življenju oddaljeni od Kristusa, smo tem bolj oddaljeni tudi med seboj. Čim pa smo bliže po svojem življenju Kristusu, tem bliže smo tudi drug drugemu in v Kristusu postanemo vsi eno. Naša naloga je, da vsak postane eno s Kristusom. Potem bo edinost, popolna edinost med nami kristjani. In na četrto mesto papež Janez Pavel II. Postavi spoznanje, da edinosti ni mogoče narediti ali skonstruirati ali vnaprej določiti. Za edinost je treba moliti, ker je Božji dar, ker je dar Svetega Duha. Božje darove pa je mogoče samo izprositi ali izmoliti. In pri tem ima prednost, tako poudarja papež, skupna molitev vseh kristjanov, katoličanov, pravoslavnih, protestantov, evangeličanov, baptistov, anglikancev, skratka vseh, ki imajo v svojem imenu Kristusovo ime. Po taki molitvi se doseže ubranost razuma in srca, kakor je bilo pri prvih kristjanih, o katerih je znano, da so bili v nauku apostolov stanovitni, bratski skupnosti, lomljenju kruha in molitvah.
in da so bili enega duha in enega srca. In k temu nas kliče ekumenska osmina vsako leto, tudi letos. Amen. Bratje in sestre, po Božjem nauku in Božji besedi poučeni, se sedaj zaupno branimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo, naj posluša in usliši naše prošnje. Uslišal si prošnje nerodovitne Ane, podari tudi parom, ki hrepenijo po otroku, da se bodo veselili novega življenja. Prosimo, da usliši nas. Vera nam zagotavlja, da obstajajo stvari, ki jih ne vidimo. Utrdi nam vero v tvoje močno delovanje v cerkvi in svetu. Prosimo, da usliši nas. Oče, razodel si nam svojega ljubega sina, nad katerim imaš veselje, naj ga tudi današnji ljudje z veseljem sprejmejo v svoje življenje. Prosimo, da usliši nas. Daj nam upajoče potrpežljivosti v delu za edinost kristjanov, varuj nas malodušnosti in nemodre gorečnosti. Prosimo, da usliši nas. Za kristjane na Bližnjem in Srednjem vzhodu naj preneha nasilje in preganjanje, ki so mu izpostavljeni. Prosimo, da usliši nas. Svoje prošnje sklenimo z molitvijo za slovensko kanonizacijo. Nebeški Oče, Blaženi školom to, kar ti složeš, in lučna poti našega krščanskega življenja, naj nas sprejme njegov svet in podpira njegovo priprošnjo, da bo v slednosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in da bo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Naj sprejme Gospoda reke svoje prav, poglava in čas svojemu imenu, poglava tudi nam in vsej svoje sveti cerkvi. Gospod Bog, po enkratni Jezusovi daritvi si nas privzel za svoje ljudstvo, dobrotno nam nakloni darove edinosti in miru v svoji cerkvi, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Križku srca. Imamo ljubi Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravičnega. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem si nas pripeljal k spoznanju tvoje resnice, da nas druži ena vera in en krst v njegovo telo. Po njem si dal v vseh narodih obidje svojega svetega duha, ki v mnogovrstnih darovih učinkovito deluje, ustvarja edinost, prebiva po posinovenih otrocih in vso cerkev napolnjuje in vlada. Zato te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli prepevamo. Vzemite in pijte iz njega.
darujemo ti kruh življenja in keris veličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene v vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Benediktom, našim nadškofom Marjanom, nadškofom Francem, škofom Jožefom in vsemi, ki služijo Orlaviju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, pokojne Nevenke Kidrič in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti. Daj, Gospod, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi sveti, z blaženim škofom Antonom Martinom Slomškom in vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, Kristus amin, Kristusu, tebi vsemočnemu Bogu Očetu, v občinstvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Oče naš, smemo moliti, če smo spravljeni z našimi brati katoličani. Smemo ga moliti, če smo spravljeni z našimi brati kristijani nekatoličani. Pa tudi smemo moliti, Oče naš, za vse človeštvo, saj Bog Oče vseh ljudi. Danes ga izmolimo takole odprto za vse človeštvo, da bi bilo čim bolj eno, pa tudi za vse krščanske cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne prejmi nas v skušnjavo, reši nas hudega. reši nam vsega hudega, vsemogočni Oče, podali nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega obešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja oblast in slava. Gospod Jezus Kristus, svojega nebeškega Očeta si prosil, naj bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in vodi po polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Mir je resničnost, po katerem hrepeni vsak človek. Je hrepenel nekoč, hrepeni danes in bo vedno tako. Vemo, da je mir sad človeškega prizadevanja, še bolj pa je sad Božje milosti, je Božji dar. V znamenje, da želimo delati za mir in Božji mir sprejeti v svoje življenje in ga deliti drug z drugim, si podajmo roke.
je vidno znamenje, da smo verniki zedinjeni v tebi. Naj vodi tudi edinost v svoji cerkvi, po Kristusu našem Gospodu. Hvala vsem, ki ste pomagali oblikovati nocojšnjo bogoslužje, zboru, bogoslovcem in vam, gospod Načkov. Sedaj pa lepo povabljeni, da se še zadržimo nekaj časa v molitvi, kajti takoj po sklepu te maše se bomo šli duhovniki v zakristijo preobleč in potem bo ekumenska molitev, ko bomo zbrani večani, pravoslavni, evangeličani in binkošni skupaj klicali in molili našega Gospoda, naj nas napolnjuje v tem prizadevanju za edinost. Pa vas res lepo vabim, da ostanemo še skupaj, tako pokažemo to zavzetost in povezanost, predvsem pa, da želimo sami narediti tisti prvi korak na tej poti. Gospod z vami, in s tvojim duhom, naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je v imenu Gospodove, ki je ustvaril nebo in zemljo. Blagoslovi vas je mogočni Bog, Oče in Sin in Sveti